Dobro jutro, ljudi! Rana ura slovenskih fantov v grob. A sem to že enkrat rekel na začetku vloga? Po moje, da sem, ker mislim si zmeri. Shit, kva se dogaja? Nekaj se dogaja. Ladies and gentlemen, there's an obstacle on the emergency lane. I don't see no goddamn obstacle. O, Zlatko, pa kje si ti? Zlatko, pa ne moreš biti tako umazan. Gremo te malo spucati. Zlatko, spet si lep. Preden sem ga opravil, je bil bolj Blatko, ke Zlatko. Izvoli. Ajde, čau. Ole, Grega je tukaj. A ni to hecen? Iz Smarta gremo Smarta. Grega piči dalje, jaz pa tudi grem na Gorenjsko. Fabija še topla od prej, sem bil tako hiter. Ja. Se kar malo razvadaš, veš, kaj Smart zavije tako. No, evo ga ASX-a. A povej mene dve stvari. Pa se je v bistvu čisto simpel. Mitsubishi je ta avto vsebinsko, pa tudi oblikovno malo osvežil. Tisti, ki se malo bolj spoznate, boste takoj opazili, da je sprednji del malo spremenjen. Ko pa prideš noter, pa pravzaprav kakšnih ful bistvenih novosti ni. Je pa res, da ASX ostaja avto, ki je znotri razmeroma preprost, ampak ravno zaradi tega tudi toliko bolj pregleden. Pa mogoče ena zanimiva informacija. No, Mitsubishi je recimo v prid boljše ergonomije podaljšal tole ročico, s katero nastavljaš višino sedalnega dela. Pa tale plavutka je tudi nova. V bistvu sploh ne vem, kakšna je bila prej, ne? Ampak zdaj je pač ta klasična fora, ne? Morski psi pa te zadeve. Za 1,6 litrskega bencinarja, mislim, da tam je 115 konji, pa s sprednjim pogonom je treba odšteti 15.900 evrov. Če pa hočeš imeti dizla s sprednjim pogonom, boš moral dati pa vsaj 21.990. Če pa hočeš imeti dizla s 4-kolesnim pogonom, pa mislim, da 24.790. Mislim, da nekaj tacga. Ok, to je to, jaz moram noter, ker če ti misliš, da mene zdaj ne zebe, ne? Se pa ni čudno, da me nekaj v križu špika, ne? Bo dalo jedna. 3, 4, 5. Let's fly away, let's float down to Peru. Ok, jaz sem že zelo blizu doma in preden zaključim tale vlog, bi ful rad razčistil eno stvar. Traktor, dajmo priti do dna zdaj temu, a si na petrolovih avtopralnicah lahko v avtomobilu ali ne smeš biti v avtomobilu. Ker jaz sem tako dosti 1000% prepričan, da so me že velikrat ven nagnali. A veš kaj, eni pravite, lej, poslušaj, jaz delam na petrolu, pri nas si lahko v avtu. Odkje so pa pol ta drugi tok tečni, da ne smem biti v avtu? Tako da ajde, dajmo si do jutra časa, pa da rešimo zdaj to zmedo, ne? A se sme ali se ne sme biti v avtu? Drugač pa, reč kar češ, ne? Ampak če imaš ti tole pred bajto, si zame totalen car.